Najprej en prav lep pozdrav vsem, ki ste si danes vzeli čas v tem lepem, sončnem vremenu, 19 stopinj, da ga boste doživeli z nami. In še posebej toplo pozdravljam tiste, ki boste današnji dogodek z nami soustvarjali. In ste prišli z različnih koncev, daleč, ampak ni bilo težko, ali? Moje ime je Ljubica Kosmač in dovolite mi, da predstavim kolegico, sodelavko, vsem tistim, ki je še ne poznate, direktorico Inštituta za sklerotični sindrom, ki je z nami, ki je skupaj z mano orje ledino na tem področju, v področju sklerotičnega sindroma. Ona rada reče, da sem motor sklerotičnega sindroma v Sloveniji, ampak verjemite, motor je tudi ona in to odličen. Se veste, letalo ne more leteti brez dveh motorjev, a ne? Z enim ne pride daleč. In tako mi dve plujeva, ampak imava že nekaj časa tudi rezervni motor, ki je Petrov Volk iz Šenčurja, tam je z nami in pričakujemo, da bomo kmalu imeli še en rezervni motor, to je naša Maja Volk. In imamo polno drobnih malih motorčkov po vsej Sloveniji, to so naši presojevalci, ki skupaj z nami gradijo to zgodbo. Leta 2018 januarja je bilo, ko smo ustanovili Inštitut za sklerotični sindrom. No, takrat še nisva upali, še nisva vedeli, da bomo že v enem letu in pol postali druga največja jedrna klinika v Evropi, po učinkovitosti seveda. Takoj za Alan Tem jedrna klinika iz Londona. Seveda tega ne bi bilo, če metoda jedrna ne bi bila tako uspešna, če ne bi bila tako učinkovita, kot je, in če ne bi bilo toliko tako predanih ljudi, ki so se odločili, da je pomagati otrokom s sklerotičnim sindromom njihovo poslanstvo. Tako bomo seveda šli tudi novim izzivom naproti. Zavedanje o sklerotičnem sindromu se širi vsak dan. Imamo kakšnega novega presojevalca zdaj v zadnjem tednu, tako da bo vse več otrok in vse več odraslih imelo pomoč. Za današnji dogodek, kako mi pri branjih in drugih težavah pomagajo barve, smo se odločili, da bi naredili malo drugače, kot smo lansko leto. Najprej eno kratko predstavitev za tiste, ki se s sklerotičnim sindromom srečujejo prvič. O celotno predavanje si lahko gledate na lanskoletnem posnetku iz Trubarjeve hiše Literature. In takoj zatem bomo povabili v pogovoru naše goste, uporabnike jedrnih očal, ki nam bodo povedali, kako je bilo pred in kako je bilo potem, ko so začeli nositi jedrna očala. Na koncu, čisto na koncu, pa bomo dali čas, nekaj časa, porabili tudi za vprašanja, ki bodo ostala neodgovorjena, kajti vmes bo že Polona razložila, kako in kaj se bo dogajalo, kako in kaj se dogaja v možganih, oziroma kaj se dogaja z nami, če imamo sklerotični sindrom. In kako ga lahko seveda tudi odpravimo. Jaz bi kar predlagala, Polona, da povzameš besedo, pa poveš nekaj kratkega, potem pa bomo nadaljevali.
Hvala lepa. To je zvenelo kot opozorilo, ne? Polona, prosim, povej na kratko, ampak obljubim, da danes bom kratka, ker lansko leto mislim, da je bilo prav na isti datum, vsekakor pa tudi v tednu zavedanja o spodobničnem sindromu smo pa res na dolgo povedali o tej temi, razložili, tudi prezentacija nam je bila v pomoč danes, pa res samo par besed, toliko, da se naredi en uvod, podlaga za to, o čemer bomo govorili. Danes imajo glavno besedo naši gosti. Torej, spodobnični sindrom je motnja vizualnega zaznavanja. To pomeni, da naši možgani ali drugače prikažejo sliko, kot je kakršna v resnici pred nami, ali pa v to, ko nam jo prikazujejo, vložijo bistveno več truda, dela, kot je običajno. Pri spodobničnem sindromu so takšni najbolj tipični, najbolj prepoznavni znaki bralne težave, črke se recimo premikajo, lahko se dvigujejo od podlage, lahko se prav grdo vrtinčijo in nam res onemogočajo branje. Lahko imamo težave s koncentracijo, več različnih znakov je. Tukaj se žal ne ustavi. Spodobnični sindrom je lahko bistveno širši pojav in mislim, da bomo kar nekaj tega danes tudi slišali, kako vpliva na celotno življenje, ne samo na branje. Spodobnični sindrom lahko vpliva na žalost, na glavobole, vrtoglavico, slabosti, lahko težje ali pa bolj globoko dihamo, ko smo vizualno obremenjeni in smo lahko bolj utrujeni ali pa se hitreje utrudimo, kot bi se sicer. Skratka, gre za zelo širok pojav, ki lahko vpliva na celotno telo, vpliva pa nanj seveda preko možganov. Kaj se takšnega zgodi pravzaprav v možganih, da pride do teh težav? Pri spodobničnem sindromu zelo enostavljeno povedano so možgani preobremenjeni. Zakaj so preobremenjeni? Ker belo svetlobo zelo težko predelujejo, prikažejo, ker en spekter, torej ena valovna dolžina svetlobe, na poti od očesa po vidnem živcu do vizualnega dela možganov, tukaj zadaj, malenkost zamuja, to gre za malenkostno zamudo, nekaj milisotink sekunde, ker ta valovna dolžina zamudi, možgani iz te nepopolne informacije zelo težko sestavljajo pravilno sliko. In možgani nam sicer praviloma kar prikažejo pravilno sliko, torej bela je še vedno bela, črke vidimo tam, kjer jih vidimo, ampak ko pa se možgani utrudijo, ko je dela zanje preveč, takrat pa začnejo povzročati tako imenovane napake, meglenje, vrtenje črk, premikanje črk oziroma tako preobremenjeni možgani potem lahko povzročijo glavobole, vrtoglavice in podobno. Metoda, s katero pomagamo pri spodobničnem sindromu, je Irling metoda. Po tej metodi delava obe diagnostičarki v Sloveniji, dve diagnostičarki, ki se nam v kratkem priključujeta in seveda številni presvedovalci. S to metodo se pomaga na način, da se na prvi stopnji testiranja določijo barvne folije, ki pomagajo pri branju. Gre za individualni odtenek, zbiramo med nekaj več kot 11,000 odtenki, na drugi stopnji se pa določijo Irling barvne očala. In vsi uporabniki naše metode bodo uporabniki barvnih očal, ki bodo danes govorili. To je zdaj ta kratka predstavitev, kaj to pravzaprav spodobnični sindrom je. Jaz se bom pa kasneje, po potrebi, ko bo vsakdo povedal svojo zgodbo, še mogoče na kratko oglasila, če bo potreba, da kakšno stvar še malo strokovno podnaslovim. Tako da zdaj kar predajam Ljubici besedo in seveda vabim že prvega, oziroma ga bo Ljubica povabila tukaj med nami. Res je, bom res kar povabila, zato ker časa nimamo neomejeno, ne, in je kar potrebno se podvizati. Zato bi prosila kar Miho in njegovo mamo, če se nam pridružita. Z Mihom sem se srečala že na osnovnem testiranju, takoj že na začetku smo opazili, kako folije odlično delujejo, potem pa še na diagnostiki za očala in zdaj izvoliš, zdaj pa vaj bom prosila, če boste malo razložila, kako je bilo prej in kako je bilo potem, ko smo imeli že barvne očala. Izvolite. Pozdravljeni, jaz sem Nina, to je moj sin Miha. V bistvu smo pri Mihu zaznali neke težave kar hitro v začetku osnovne šole.
Šlo je predvsem za to, da pri branju oziroma pisanju po nekem določenem času ga je začela boleti glava, bil je utrujen, bilo mu je slabo, se mu je vrtelo in pa ko je bral, v bistvu kot je samo pisal, so se mu črke manjšale, bolje šel stavek proti koncu, vedno so bile manjše in pa sence je bilo okoli črk. Meni je to dalo neki znak, da nekaj ne štima, kaj točno sama nisem vedela. V šoli nekaj posebnega niso zaznali, ko sem jih opozorila, pa smo si skupaj bili pozorni. Kasneje so ga tudi testirali in takrat je ta specialna pedagoginja nekako omenila, da bi lahko se nakazoval skotopični sindrom. Tega nismo poznali, vsi smo to prvi slišali, tako v šoli kot mi doma. In potem smo se seveda obrnili na vas in Miha se je testiral. Takoj v bistvu že na testiranju je bilo opazno, da v bistvu s folijo je dosti lažje. Potem smo šli na bavo folij in res tudi učiteljica je potrdila, da je branje za 2 oceni boljše. Težave so v veliki meri izvenele. Dosti lažje je bral, tudi hitreje je bral, natančno. Smo pa s časoma ugotovili, da pač folija odpravi en del težav, ne? To je branje. Folijo lahko uporabiš pri branju, pri reševanju malo dela na zvezku je problem. Problem so bili tudi modri listi oziroma zvezki z modrimi listi, ki jih nabaviti, ni bilo zadobiti. To smo se v bistvu po celi Sloveniji še širše trudili najti. Potem smo se v bistvu odločili, ker je bilo znatno izboljšanje za folijo, smo se odločili potem za očala. In v bistvu očala pa so odpravila praktično vse težave. Kaj boš še ti povedal, kako si se počutil? Redu, branje je bilo lažje, vse je bilo lažje. Vse je bilo lažje potem, ko si dobil enkrat folije in potem kasneje očala. A je bila kakšna razlika? Ja, pri športu tudi, ko smo včasih doma metali na koš, sem opazil vprašanje, da sem lažje zadeval pa vse. Si lažje se znašel žogo, če te razumem prav. Ja? Pri športu ti je bilo veliko lažje. Potem pa ste se zdaj pred kratkim odločili za športne očala, ne? So ravno prišla, kako je pa zdaj, si že preizkusil? Na treningu pa je bilo zelo dobro. Zelo dobro je bilo, kaj se je, ti je bilo lažje? Zelo lažje. V bistvu smo se na športna očala odločili iz tega razloga, ker s temi očali, ne vem, slučajno nekje v parku na igralih, na obisku, ko so se otroci odločili, gremo se žogati, je bil problem, očala je bilo treba dati dol in se vrnejo težave. Vse težave so se vrnile. Tako, on tudi trenira košarko in ta prostorska zaznava mu je bila problem, da smo se odločili zdaj za ta športna očala, da jih lahko res uporablja povsod. In vse čas, recimo, tudi pri športnem pomoč, vedno na voljo. Smo jih ravno včeraj dobili, tako da smo jih prinesli zraven, pa včeraj jih je sprobal na treningu in pravi, mislim, v redu, zadovoljni. Mi boš pokazal? Pokaži nam. Športna očala se seveda bolj prilegajo v bistvu oblika je so materiali taki, da so trpežni, so oblazinjena vznotraj, ne proti udarcem. Sami leče pa... Če jih daš mogoče gor, se bo videla ta razlika med navadnimi in pa športnimi očali. Se malo bolj se prilegajo. Ja, tu imajo vrvico zadaj oziroma gumico, da se lahko fiksirajo. Hvala lepa, lahko zamenjaš. Kaj pa sicer počutje, da bi bil bolj umirjen, kakorkoli že? Tako sem rekla, te slabosti, glavo boli, to je izvenelo, tega praktično ni. Ko nosi očala, se zgodi, da včasih tudi kdaj kje pozabimo. Ampak to bi še povedala, kje sem jaz opazila, da mu res folije pomagajo in da je to res učinkovito, da v bistvu
on bil zelo skrben glede teh folij, da jih enkrat ni pozabil, nikoli ga ni bilo treba opozoriti, vzami jih v šolo in imaš zraven, kje imaš folije, ne, to je bilo čisto spontano. Mislim, on je res imel skrb, da so folije v torbi, ne. In kamorkoli smo šli, ne vem, tudi na morje, na dopust, za kako knjigo, vedno folije. Se pa je tudi pojavljala težava s folijami brati knjigo, ne. To je drugi format, zelo nerodno, sploh nekje, ne vem, na plaži, kaj vem, ne, ko nisi za mizo, ali pa v posli, tudi ko ležiš s temi folijami, tako da to je bil tudi bolj še en dodatni razlog, da si se začala odločiti. Kako si ti zadovoljen s tem izočali? Zelo zadovoljna. Zelo si zadovoljen. Ne pozabiš doma, ko greš v šolo. Ne, nikjer še ni zgodilo. Se še ni zgodilo, da bi jih pozabil doma? Ne? Ja, to pomeni, da ti zelo, zelo dobro služijo, ne? Ja, super. Lepo. Bi nam še kaj povedal? V šoli dobivaš dosti vprašanj, ne, zakaj hodi s sončnimi očali po razredu. Pa zdaj mislim, da v tem skoraj letu dni, odkar nosi očala, da še skoraj cela šola ve, zakaj ima očala, kakšne težave so to, tudi skotopični sindrom, v bistvu več ali manj poznajo učitelji, prek njega so ga spoznali. Tako da se nekam premikamo, no, na tem področju se da časi, ampak ja, važno, da se. No, super, da so sošolci lepo sprejeli, ne, da s temi navedeni. Ja, zelo čisto brez težav, v bistvu prvič, ko je s folijami prišel, pač imel kratko predstavitev, zakaj ima folije, čemu služijo, kakšne težave ima brez folij, potem tudi, ko dobi očala, ne, je na kratko povedal, tako da so zelo otroci radovedno spraševali in to osvojili, sprejeli in zdaj pač poznajo težavo, ja. Lepo se ti še kdo pridružil, imaš še drugi očala v šoli? A si edini? Edini sem. Si edini za en. Lepa, obema, da ste delila te izkušnje z nami. Zdaj bom pa prosila še, če bo lahko pokomentirala. Da, bom samo na kratko pokomentirala. Mi je pa bilo všeč, da sta v bistvu omenila kar nekaj še simptomov, ki jih jaz prej nisem navedla. Tiste motnje, ki sem jih navajala, ki se lahko s črkami zgodijo, so seveda bili samo primeri. To, da se črke manjšajo, da je vse težje brati, oziroma da se ta motnja potem pojavlja, da se senca okrog črk pojavlja, to je seveda samo še ena izmed stvari, ko nas možgani nekako prevarajo, da vidimo to, kar nam prikažejo, ker jim je zelo, zelo težko prikazati točno takšno sliko, kakšna je pred nami. Potem pri športu, ne, Miha uporablja očala zaradi tega, ker skotopični sindrom lahko močno vpliva na širino vidnega polja in na zaznavo globine. Pri športu se to pokaže na način, da težko ocenimo, kako daleč je žoga in kako hitro se približuje, kako hitro bo prišla do nas. Ne? Zaradi tega se tudi ta očala nosijo ves čas, ne snemamo jih dol, niso samo za slovenščino in matematiko, ampak si jih nosimo od zjutraj do zvečer, tudi njihovo pričevanje, da jih še nikoli ni pozabil doma pove svoje, ne? Ker je seveda brez njih toliko težje. Veliko, želela bi pa še to reči, omenjali ste glavobole, slabosti, veliko težav, ki jih povzroča skotopični sindrom, lahko povzroča tudi drugi vzroki. Ni vsak glavobol posledica skotopičnega sindroma, tisti glavobol, ki pa je posledica skotopičnega sindroma, ga pa lahko odpravimo ali vsaj omilimo. Tega ne smemo zamenjati, torej ni vsaka slabost, vsaka vrtoglavica, vsak glavobol posledica skotopičnega sindroma, vsaka utrujenost. Kadar pa je skotopični sindrom prisoten, pa seveda potem Irlen metoda na te stvari tudi vpliva, kar ste pa seveda zelo lepo povedala in pokazala, kako potem to v vsakdanjem življenju izgleda. Hvala. Hvala lepa. Bi rada Neža prišla povedati nekaj, ali skoli Neža? No, Neža pa ima
očala kratek čas, ne, smo komaj dobro naredili, večkrat smo se trudili, a ne, bila si pogosto pri meni, a ne, ampak na koncu smo uspeli. Dve različni, a ne, sklenava, šipci, ali kako bi temu rekli, steklici mora, ampak zdaj je drugače. Boš povedala kako nekaj? Ja, zelo bolje je. Tudi zdaj, ko berem, ne, ker ponavadi so mi črke skakale, zdaj pa, ko berem tudi zelo hitreje. Hitreje bereš, še kako drugače ti koristijo ta očala? Ja, tudi zdaj, ko rišem, pa to mi gre tako lažje, pa vse mi gre tako lažje, zelo lažje. Lažje je življenje na splošno. Ja. Vse možnosti, kar si jih lahko izmislimo, ali kako se dosti bolje počutiš. Zelo. Bomo še mamo prišali. Moram povedati, da trenutku, ko je Neža dobila očala, dobila jih v petek zvečer, jih je dala gor in sploh ni bilo potrebno neko uvajanje ali prilagajanje, karkoli. Ona jih je imela gor, zvečer jih je dala dol, naslednje jutro gor in jih je imela gor. To, ki je to olajšalo vse težave, ki jih je imela. Tudi sem mislila, da se bom kregala, sem pa upominjala, pa da je vzem očala, pa da je to, pa da je to. Ne, ona jih vzame zjutraj da gor in zvečer jih da dol. Sploh. Edino to, kar sem prej slišala, mogoče bomo res razmišljali tudi v tej smeri, da jih bomo kupili še kakšno očala za šport, ker Neža tudi trenira hodna treninga karateja in mogoče bi tam pa naredila neka očala, ki bi bila malo bolj prožna, da bi se da bi tam tudi lažje delala. Drugač pa res, odkar je, tudi jaz se opažam, dosti bolj mirna je, dosti lažje naloge dela, zbere se prej, hitrejše naredi stvari, ko so prej in pač za katere prej potrebovala več časa. Tako da zdaj mislim, da bo njen bratec, ki bo kratko tudi obučala, da se bo tudi njemu pomagalo, ker on je pa zdaj še na folijah. Kakšna je pa razlika med folijami pa očali? Kakšna je bila razlika? Da sem tudi, ker folije sem lahko imela za branje, potem pa je zvečer, da je kar prava, pa ni šlo s tistimi folijami, je bilo težko. V postelji ni šlo. Ja, ampak folije so tudi zelo dobro služile, ja. Ne pa tako dobro kot očala. Seveda. Ker je tudi drugače, ne? Lahko greš kamorkoli z njimi, svetloba ni več problem. Ni več. Hvala lepa, obema. Hvala. Tole, kar je Neža omenila, da je lahko hitreje brala z očali. To pomeni, da se je v njenih možganih hitrost procesiranja vizualnih informacij odvila hitreje. To pomeni, možgani niso več utrujeni s predelovanjem bele podlage, seveda ona skozi to vidi belo, tega nismo povedali, ne? Vsakdo, ki nosi svoje individualne očala, skozi njih vidi barve takšne, kot so. Bela je še vedno bela, ostale barve so takšne, kot so, ampak bela barva za vanjo gledati je pa lažje za predelovati. Celoten krog obdelovanja informacij se zgodi hitreje in zato je lahko hitreje brala. V bistvu se je lahko posvetila vsebini, ni se več ukvarjala s tehnično obdelavo črk. Zdaj, zakaj težave izvenijo? Neža sicer ima očala še na kratek čas, Miha že dlje časa. Ko so očala gor, takrat se na ustrezen način Neža moti bratec, takrat se na ustrezen način uravnovesi valovna dolžina svetlobe, ki do možganov pride in to možgane pomiri. Najprej vizualni korteks, potem še ostale dele možganov in zato je pač vse lažje. Ona je bolj mirna, ker ji možgani stalno ne naročajo, da je nekaj narobe in da ne nekje poišče ravnovesje, zato ker je pač v možganih porušeno. Hvala lepa, da ste prišli. Zdaj bi pa povabila vajnike, Trita. Danaja ima veliko tremo, ampak jo bomo zdaj pomagali, ne? Danaja. Danaja prihaja z Bleda, ste danes prišli z Bleda, je zelo lepo, čak si je. Ja. No, super, je nič ne moti, ne?
svetloba. Ne. Jaz bi tako rekla, prvo smo ugotovili prepozen pri prvem odseku. Doma je vse znala, pride v šolo, pa dobi cvek, test. Imela je pač navadne liste in seveda takoj so mi poslali v posebno šolo. Noben zakaj, kako, vsi samo posebna šola ne bo zmogla, samo to je bilo. Ampak seveda, trmast borenc se nada. Smo iskali različne variante in trudili dela neomejeno. Ampak konec leta, smo pa le, je prišlo, ker nismo dali miru, so začeli nekam zgledati tudi v šol, ker pač prepričati šolstvo, da nekaj je tako, kakor ni, je težko. In glih od te, ker je bila pomoč v šoli, neka kolegica, se je začela ukvarjati s testiranjem, ona folija, Z osnovnimi testiranji. s temi osnovnimi in je ta njena pomoč rekla, če se strinjamo, da jo testira. In so šli v šolo in so jo testirali. In tako je bilo Ljubljano. In to je bilo konec šolskega leta, seveda, po velikih mukah. Še učiteljice so rekle, naj bo. In potem sva že midve takoj, sploh ni bilo vprašanje, smo se odločali, kar odločali. To so njene druge očale. Tako da spremenila se ji tudi barva, temnejša ima zdaj. Tako da zdaj ne vem, a je to dobro ali ni, ker je ratala tipična najstnica. Ja, je zelo veliko bolj pogumna, čeprav zdaj ne kaže tega. Ampak se še borimo, zelo slabo samozavest je imela. Tako da zdaj delamo na temu, da bo veliko bolj hodila sama v šoli do učiteljev, ker smo prej vse prek mailov, tudi v šoli se je odnos prebilo, moram povedati. Jo sprejemajo tako, kot je. In tudi smo pogruntali, da imajo že tudi očala. Mislim, da ampak je šla pa tudi v šolo na ta učenka, tvoje učiteljice hčerka. Tako da ja, je mi tudi zdaj tam bolj znano, noben nič ni rekel, zakaj. Edini učitelji v sončno očala, seveda. Zdaj smo slišali za športna, tako da smo tudi za to odločili. Ma pa dvojne, ker prve, sicer so drage, ja, ampak ja, okej. Dvojne ima pa zato, ker ta prvi smo polomili. In otrok je trpel. Res, imamo sreč elastično mamo, ki je z zobotrebcem zapičila noter, da jih je rešila, da je saj lahko normalno hodila, ker ona je zjutraj da gor, zvečer dol. V bistvu greš še pod tuž z njimi, ker poznar dol, ker je to vse super. Tako da za, sicer pa tam verjetno povedala, ampak, ja, bom še ti govorila sam. Strah je zelo viden, ja, tako, nas je potolažila, da smo še mi lepši, tako da, mislim, da ima. Odkar so očala. Odkar je očala prav, da smo še mi lepši. In da se ne zaveda, da je narava lahko tako lepa, kot je. Ja, se spomnim tega vašega pisavca, ko ste mi napisali, ko je dobila očala, kako je rekla, da zdaj pa ve, da je tako narava. Ja, tako da je res tako zelen, kot je tako. Ja, to se še spomnim, da je bilo prav lepo prebrati in bo še ti povedala, kako se počutiš s svojimi očali? Ne bi rada povedala? Res, kdo ima le možnost nekaj kupno. Mi smo, res, ene smo kupili samo za rezervo, tako da smo rekli, da zdaj, ker vemo, da so športne, bomo športne, ker ona je zdaj skakala v daljino in je rekla, prej so se zgovarjali, je rekla, da je imela občutek, da pada v jamo. Ja, da pada v luknjo in verjetno to, ker kljub vsemu pa mora vedeti, da niso evro. Ampak mora se zavedati tega. In smo zato še ene kupili, zaradi tega, da jih ima za rezervo, če te polom. Te ima ene za tako, ene ima pa za šolo.
To se pravi, jih uporabljaš tudi pri športni vzgoji ali jih takrat snameš? Takrat jih jaz Takrat jih snameš, aha, zato imaš občutek, da boš padla v luknjo. Ja. Aha. in tudi to Boga ni rekla, ne? To Bogan je tudi problem, ne? Ljubina. Ja. To se pravi, se tvoje, da je stalni spremljevalec od jutra do večera, ne? Ja, še spala bi skoraj Ja, se je, velikrat je spomnim, da je čana danes, kaj gremo. Kaj pa v šoli? Branje, kaj stvari? Ja, bolje. Je bolje. Se tudi bolje počutiš zato, ker je bolje? Ja. Ja. Super. Najlepša vam hvala. Še poskujem Vse te ne bom načela. Jaz bom samo pokomentirala, potem boste pa lahko šli ven, ne? Skratka, zanimivo stvar ste omenili, doma je vse znala, v šoli pa pri pisnem testu negativna ocena. Zakaj je tako? Doma ste se verjetno učili skozi pogovor, tako da ste vi prebrali snov in seveda pri skotopičnem sindromu slušna pot sprejemanja informacij ni problematična, ne povzroča težav. In seveda ona je vse, kar ste ji povedali, razumela, sprejela in znala tudi ponuditi, se je lahko na ta način učila. Takoj, ko je morala vse te informacije na pisni obliki odgovoriti, torej tudi vid nam tam pomaga, in je gledala v bel papir in pisala z modrim ali pa s črnim kuljem ali s svinčnikom, vseeno, brala črna navodila, naprintana. Takrat so se seveda težave vrnile, možgani težko se zberejo in skoncentrirajo, da bodo povedali točno tisto, kar znajo, zaradi tega, ker so preobremenjeni. Pri otrocih, ki imajo skotopični sindrom, je dokaj značilno, da ko rešujejo na belem papirju, torej brez folij, brez nebarvnega papirja ali pa brez očal, da prvo stran testa rešijo pravilno, pri drugi je že več napak, pri tretji ogromno in do konca ne pridejo, do četrte pa sploh ne pridejo. To je najbolj pogosto. Zaradi tega, ker se možgani vedno bolj utrujajo in je pač zmeraj težje pokazati tisto, kar znaš. Pogosto poročajo starši, ne samo pri vaju, o dvigu ocen zaradi očal, zaradi tega, ker je enostavno vse lažje, vse naredimo lažje, hitreje, z manj truda, z manj napora, in prebrati je lažje, reproducirati je lažje, vse gre drugače. Še tako, mnogi se tako brati kot pisati naučijo na novo, žal, ker prej skotopični sindrom tega ne omogoča, če so popačenja huda. Neža je omenila tudi, da je tobogan zgledal, kot da gre bolj v luknjo kot na toboganu, sicer skoku dalino, to je popačenje okolice, torej ne doživljamo vedno samo popačenje teksta, ampak lahko tudi v okolici popačenja, lahko se nam tla premikajo, to so sicer take zelo skrajne oblike skotopičnega, vendar do tega tudi pride in očala to popravijo. In pa še samopodobo, samozavest ste omenili, zelo, zelo pomembno področje, o tem nam mnogi poročajo nazaj, kako se otrok lahko spremeni, ko dobi ta očala, kako nekako dobi nek zalet, zagon. To je zaradi tega, ker zaradi neuspeha v šoli dobivamo zelo veliko negativnih povratnih informacij in si pozitivno samopodobo na osnovi tega zelo težko sestavimo. Šele ko vidimo, da zmoremo in ko lahko pokažemo tisto, kar znamo, brez da bi nas kaj predemoviralo, takrat se potem nazaj začne sestavljati samopodoba. Tako da sta na dobri poti. Šele zdaj, še preden se lotno mnoge reči ne znam. Kome še zviskano odpred ne znam. In zdaj se to učimo. Tako da, treba je zelo veliko, v bistvu več imamo dela s prepričevanjem, da ona zna, da ona je sposobna, da ona to obvlada. Mi ni sram povedati, zna več angleščine in matematike kot jaz. Zdaj, in jo ne morem. To ima sestra na čez in obvlada, problem pa je pa na šolski. Ker preden se vidite zdaj, mami ima glavno besedo, da ima zapijone mila, ve povedati, pa je kao še, da mu bo vse znala povedati. Zdaj ne pove. In isto je v šoli. Doma vse pripravljene, pisala je dnevnik, kaj bo povedala tukaj. Rezultata ni.
Tako da ja, samo samozavest, pa spodbujati otroke. No, tako. To se bo s časoma, seveda. Ja, gotovo. Se že pozna, ampak bo napredovala, ne, iz leta v leto. Ja, ja. Hvala lepa, obema. Zdaj bom pa prosila še vaju, a ne, sta prišli tudi oddaleč. Šmartno si mi prej popravila, ne? Šmartno pri Slovenjgradcu, ne Slovenjgradec. To je prav, ja, točno je treba povedati. Ja bom še vaju prosila, če boste delili svojo zgodbo z nami. Ja, z veseljem. No, mi dve smo Miša. In Vesna. Zdaj, pri nas so se bralne težave začele bolj izrazito pojavljati v 3. razredu. Takrat so Mišo potem tudi v šoli testirali na disleksijo, se je ugotovilo, da pač ima disleksijo. Ponudili so tudi pomoč specialne pedagoginje, ki smo vsekakor z veseljem sprejeli. Čez nekaj časa smo pa tudi mi čisto po naključju izvedeli za ta skotopični sindrom, namreč en prijatelj, ki tudi ima izkušnje s tem, je na Facebooku delil članek o skotopičnem sindromu. In ko sem to prebrala, sem ga takoj kontaktirala in čez približno en mesec smo se z Mišo oglasili pri gospe Nataši, da je testirala in smo ugotovili, da je tudi ta težava prisotna. Najbolj od vsega nas je presenetilo, kako malo Miša pravzaprav vidi. Pa bi mogoče mi dve to kar demonstrirali, ker pri njej se to hitro spreminja, če s nami očala, kako jih nazaj nadem. Bomo kar stale, no? Pokazali. Torej, malo bolj glasno bom zdaj. Aha, hvala. Torej, z očali zdaj Miša vidi 150 do 160 stopinj, kar je normalno vidno polje. Ko pa očala sname, pa se kar kmalu začne vidno polje manjšati na teh njenih 50 stopinj. Torej, tule zdaj Miša nič ne vidi, lahko nekaj prileti od strani, ampak jo preseneti še, ko pride do sem. Tako da smo v bistvu dosti izboljšano opazili tudi na drugih področjih, ne samo pri branju. Pa boš Miša povedala, ali se še kaj drugega dogaja, ali se ti samo vidno polje zoži? A se ti zoži samo po širini? Tudi po višini, ja. Tako da imaš eno tako luknjo v svet, brez očal. A se dogaja še kaj, ko si gledala bele strani, ali pa če je bolj svetlobel prostor? Ko gledam belo podlago, mi stran barno utripa, drugače pa ne. Kako pa vidiš stran? A vidiš celo stran z besedilom? No? Vidim besedo, pa mogoče še malo okoli ne. Pa tista beseda v tem primeru, ali se tudi kaj dogaja? Ne premika se, mi pa tudi utripa, če je na beli podlagi. Zdaj, kar se tiče učenja, branja, smo imeli kar velik izziv. Vsi poznate, ne, način je 10 minut branja na dan. Pri nas se je to raztegnilo na 1 uro, ker že po 2 vrsticah je Miša grozno zehala. Potem se je začela ribati oči, so se ji solzile, pordele. Zelo pogosto je pa začela potem še kihati in je kihnila 20krat zapored in res je potem 1 ura minila za tistih 10 vrstic besedila, no, ko bi ga pač naj prebrala. Zdaj pravi, da bere brez težav in bi lahko brala tudi cel dan. Samo iniciativno gre v knjižnico in se sposodi tudi kako knjigo več, kot bi bilo treba. Tako da, to je res... Posliši. Ja, tako da zdaj bo tudi disleksija precej bolj ublagljiva s temi očali, ne, ker ni še enega dodatnega faktorja, ki nasprotuje nekemu napredku. Zdaj boš pa ti malo več povedala, kje ti misliš, oziroma kje ti meniš, da si imela največ težav zaradi skotopičnega sindroma? Pri branju. Pa pri vidnem polju tudi?
Ne, to je bila samo največja težava. Največja razlika ni bila pa težava. Ja. To mi je bil, ko smo se pogovarjali, kaj vam povedali, ful dober komentar in sem rekla, moramo to ponoviti. A ne, Branja je dejansko opazila, da ima težave, ko pa če videla tudi druge, kako berejo, nikoli pa ne pomisliš, da nekdo drugače vidi kot ti, a ne. In to je en tak pomemben podatek, no. Zdaj pa malo še opiši, kako je s tem vidnim poljem, kje so največje razlike pri športni vzgoji. Super, ne? Ja, pri športni vzgoji so bile težke igre z žogo, pa ko smo imeli vožnje s skiroji, sem se bala, da bi se zaletela v kakšno dove, kar je nisem videla, ko sem se bližje pripeljala, pa pri ping-pongu smo morali za oceno 5 odbiti žogico 50-krat, moj rekord je bil pa 7-krat. In učitelja za športno vzgojo sta mi posadila lopare in žogico, da sem cel mesec vadila in tako sem izboljšala 7 na 212 odgojev. Tu se vidi, da tudi z neko oviro se marsikaj da doseči, ampak napor je pa neprimerno večji kot pa pri vrstnikih, da prideš do nekega rezultata. Pri igri Boj med 4 ognji sem hitro šla ven iz polja, zdaj pa zelo dolgo ostanem. Pa pri teku si imela tudi zanimive prigode. Ja, vedno sem se zaletavala v druge, ki so tekli zraven mene. Ja. Zdaj pa malo. Tudi v razredu je kar nekaj sprememb, predlagam, da jih ti poveš, ko si pač v razredu. Zdaj tudi sledim lažje. Prej nisem mogla si fajn prepisati iz table, težko sem sledila, pa zgubila sem se hitro, iz bele table je šlo še posebej težje. Včasih mi je manjkala kakšna naloga, ali pa smo en dan prej izvedeli za ocenjevanje. Ja, kar nekaj podatkov je šlo mimo, ker so bili na beli tabli in se niso videli. Ja, Miša je bila tudi do 3. razreda en tak največji sanjač v razredu. Zdaj tudi bolj sodeluje pri pouku, manj gleda skozi okno. Tudi branje na glas. Ponavadi se je vedno izgubila in ko je bila ona na vrsti, pač ni mogla nadaljevati z branjem. Pa še pri angleščini so bile zelo zanimive naloge. Ja, imeli smo črke v mreži, med so bile pa skrite besede, pa smo jih mogli najti. Jaz sem našla 4 besede v 1 uri, zdaj najdem pa v 5 minutah vse, kar moramo. Kar se tiče tega vidnega polja, se torej očitno spreminja, ker torej ona vidi v okolico 50 stopinj približno. Tule v mreži črk vidi pa samo eno črko naenkrat, niti tiste okolice ne kot pri besedilu, recimo. Ja, še ena zelo pomembna sprememba je, ko mogoče pač nam staršem tudi do neke mere precej pomembna, to je pospravljanje. Pospravljanje Mišine sobe je izgledalo prej tako, da smo pač spodbujali, ne, ona si tega sama loti, da mogoče sama odkrije nek način, kakorkoli. Ampak smo je potem ponavadi vedno na koncu pomagala, ker je soba skozi imela tisto enako sliko. No. Ko se je pa tega lotila sama prvič z očali, je pa preživela, mislim, da tako 3 urice, ne vse v enem dnevu, no, ampak tako nekako smo ocenila. In ko smo midva šla pogledat sobo, smo zazijala dobesedno, ker to je bilo čisto drugače. No. In tudi, ko razmišljamo zdaj za nazaj, nam je dosti stvari jasnih. Ona je zelo ustvarjalna, ne, in potem najraje ustvarja na tleh in ostajajo za njo tisti mali papirčki, pa kak pribor za ustvarjanje, perlice in to. Ne. In ona je prej morala tla poskenirati in jasno, da je bila nesposobna pobrati vse, kar je bilo v tleh.
In potem tudi, kar se tiče organizacije, ne, to pač pospravljanje je, če vidiš en delček sobe naenkrat, pa je že tam ful nekih stvari, pa drugi delček in tretji, se zgubiš, ne moš imeti predstaviti, kaj vse imaš pravzaprav. Tako da tudi na splošno glede organizacije je zelo napredovala, manj časa porabi za šolo doma, do zdaj še ni pozabila domače naloge, nobene šolske potrebščine, tako da Zelo velik napredek. Res, na toliko različnih področjih. Zelo kratkem času. Tako, od konca junija ima očala, tako da smo čez počitnice se jih fajn navadili vsi. Ja. Pa za zaključek imamo še eno zanimivo informacijo, namreč, ko smo se pogovarjali, o čem vse bi govorili danes tukaj, sem spet nekaj novega zvedla. Pa kar ti povej. Zdaj tudi spim boljše, ker sanjam širše. Bravo. Bom pokomentirala, če ste bili zelo dolgi, imam veliko komentarjev, ampak čisto vsega ne bom komentirala, zaradi tega, ker je Mišina mamica Vesna tudi certificirana presovalka za skotopični sindrom in je tudi zato ona nekoliko drugače zadeve razložila in podnaslovila. Nekaj stvari se bom pa vendarle dotaknila, ker stvari, ki ste jih povedali, so zelo zanimive. O širini vidnega polja sem že govorila, tako da razen tistega pri sanjanju nisem vedela, ampak bom šla kar takoj na sanje. Zelo, zelo pogosto, ne samo pri nas, ko ljudje poročajo nazaj, kako je z očali, ampak tudi v raziskavah pokažejo, da ljudje, ki imajo skotopični sindrom, po uporabi očal spijo precej boljše kot prej. To pa zaradi tega, ker Danaja kima, da tudi ona spi boljše. Tudi mi kima. Zakaj gre? Zaradi tega, ker so pri skotopičnem sindromu cel dan možgani tako razburjeni, tako obremenjeni, da se zvečer zelo težko umirijo. Zelo dolgo traja, da zaspimo in tudi spanec ni tako kvaliteten. In ker recimo današnjo noč ni tako kvaliteten spanec, sem jaz jutri še bolj utrujena in nisem čisto prava in je seveda ta cikel se potem ponavlja. Imamo celo zgodbo dečka, ki je z očali prvič samo od sebe šel spat. Predtem so pa se kregali, je bila to pri njih glavna zadeva doma, kdaj pa kako bo šel spat, pa da on še ni utrujen. Sanjaš širše, pa seveda zaradi tvoje širine vidnega polja. Na začetku sta omenjali, da sta se poskušali učiti branja tako, da sta brali 10 minut na dan. Pri skotopičnem sindromu je lahko za nekoga 10 minut branja enakovredno temu, ko nekdo, ki nima skotopičnega sindroma, bere 10 ur. Tako zelo se možgani, tudi tako, če bi šla jaz teč maraton. Mislim, da bi bilo zelo slabo in da bi izgledalo zelo grozno. Nekdo, ki je pa tega vajen, oziroma ki s tem nima težave, mu gre pa dobro. Tako je tudi pri branju. Če se možgani hitro utrudijo, je lahko tudi 10 minut branja grozno težko, grozno dolgo in grozno naporno. Skratka, pri skotopičnem sindromu se veliko hitreje utrudimo, veliko hitreje se potem vse težave pridejo na dan, kot bi sicer. Omenili sta tudi disleksijo, tukaj je mogoče mesto, da povemo par stavkov o tem, kakšna je razlika. Nekatere osebe imajo samo disleksijo, nekatere samo skotopični sindrom, mnogi pa imajo oboje. Kadar imamo oboje, je bistveno lažje, ko se odpravijo težave, ki so posledica skotopičnega sindroma. Namreč Miša zaradi recimo svoje širine vidnega polja bi lahko še ne vem kakšne vaje pri disleksiji delala, pa še vedno ne bi videla celega lista. Podobno pri nekom, ki bere in se mu takrat črke premikajo, mi lahko naredimo 1001 vajo za disleksijo. Če se nam črke še vedno premikajo, te vaje ne bodo imele takšnega učinka, kot bi ga imele, če mi črke najprej umirimo. Zato je treba tukaj iz roko v roki in seveda reševati obe težavi hkrati. Vsi ne vidijo na enak način, to sta ugotovili, ker seveda marsičesa način, kako mi vidimo stvari, se tega ne zavedamo in tega ne znamo primerjati z drugimi. Tukaj bom jaz delila zelo kratko zgodbo študentke, ki sem jo jaz testirala. Rekla je, da je odraščala v glavnem z dedkom in s babico, ker sta bila starša takrat nekje drugje.
in je dedek čisto vsak večer bral zgodbice. In ker je bila tam stara že 5-6 let, je knjigico vedno obračal proti njej, da bi se pa mogoče malo naučila ali pa malenkost sledila, kaj bere. In ona je vprašala dedka, dedek, zakaj se črke premikajo? In dedek je rekel, poslušaj, črke se ne premikajo. In čez par dni spet tako. In ko je 6. vprašala, zakaj se črke premikajo, je rekel dedek, poslušaj, nikomur se črke ne premikajo, nehaj si izmišljati, je potem nehala spraševati. In šele v študentskih letih ugotovila, da pravzaprav se njej res črke premikajo, oziroma da si sme upati to težavo priznati in da smo jih seveda lahko tudi pomirili. Ne? In še širina vidnega polja pri branju in nadaleč, to je velika razlika, zaradi tega, ker pogleda nadaleč, vendar ima večjo širino vidnega polja. Poleg tega pa pri gledanju nadaleč naši možgani niso tako zelo vizualno obremenjeni. Ko gledamo v besedilo na blizu, lahko možgani hitro še zožajo širino vidnega polja, to lahko pride do takšnega ekstrema, da niti dolge besede ne vidimo v celoti, če gledamo na sredino dolge besede obeh skrajnih koncev ne vidimo, to je pa zato, ker je širina vidnega polja že sicer problem, črne črke, drobne, na belem papirju, dodatna obremenitev za možgane in možgani bi preveč, sami sebe pravzaprav zaščitijo, preveč energije bi vložili v to, da bi nam celoto prikazali jasno in začnejo iz strani ožiti. Ne? Seveda pa tako za širino vidnega polja, kot za druge stvari, ki smo jih že prej omenjali, velja, da lahko tudi na širino vidnega polja kaj drugega vpliva, ne samo skotopični sindrom, ampak v mišljenem primeru skotopični sindrom, ker če bi pa kaj drugega, potem tega s temi očali z barvnimi filtri ne bi mogli popraviti. Ja, jaz sem spomnil, da ste vedeli, da šli na testiranje, ne? Ste imeli s sabo izvid njenega zoženega vidnega polja. To je bilo zelo zanimivo, ne? Ker potem se je pa to zanimivo rešilo. V bistvu so zdravniki ugotovili, da ima zoženo vidno polje. To je zanimivo. Ne? Ja, tule, mi smo pač želeli za vsak slučaj preveriti, da nima Miša morda kakšna dioptrija, ne, preden smo pač šli na to testiranje za barvna očala. Da se ne bi potem zgodilo, ne, čez pol leta na sistematskem, na primer, ne, da se ugotovi, pa moramo pa spet nove leče nabaviti. In ko smo se z njeno osebno zdravnico pogovarjali, sem pač razložila, zakaj in kaj se je ugotovilo. In ona je tudi napisala izpad v vidnem polju in zato je to oftalmolog tudi preveril. No? In smo dobili izvid. In zdaj smo šli še enkrat na ta perimeter z očali in smo dejansko dokazali medicinsko, da ima zdaj Miša normalno vidno polje. To je zelo pomembno, če ste to naredili. Ja, krasno ste pripravili, ne? Vse povedali. Hvala vam. Zelo smo radovedna s Tomažem in potem pač tudi dosti razmišljamo in potem kar vprašamo, kar nam je zanima, ona pa zna razložiti. Potem pač malo informacije. Hvala lepa vama. Zdaj pa prehajamo k odraslim. Najprej bi povabila Majo Volk, ki se nama pridruži. Začela je zelo, zelo temnimi očali, ampak pred kratkim je dobila. To je precej svetlejše. Ja, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Mi smo se že lani videli tukaj na tem odru, ko sem govorila o tem, kakšna je bila razlika, ko sem dobila Irlen očala. Zdaj teh ne potrebujem več, zato jih lahko snamem. To je tudi en izmed razlogov, ki je pri meni zelo, zelo pomemben. Hvala, Polona. Ja, to so moja nova Irlen očala in prva in najpomembnejša stvar pri vsem tem je bila ta socialni stik. Delam v šoli, delam z otroki, delam z učitelji, poleg tega sem presojevalka, delam z ljudmi oziroma otroki, ki pridejo na presojanja in s temi temnimi očali moram priznati, da mi je bilo res kar težko, kajti bistvo komunikacije je vzpostavljanje očesnega stika, ki ga pa s tako temnimi očali težko zagotoviš. In to je bila ena od največjih težav pri meni, ker je kljub temu, da imam hud skotopični sindrom in da so bili simptomi, ko sem očala snela kar hudi, sem jih snemala, ne? Pa sem jih dajala na
glavo, da sem vsaj tiste osnove komunikacije vzpostavila. Pri delu z otroki v šoli sem seveda se dogovorila z otroki, da imam očala in so to razumeli. Je bilo pa treba vsakemu posebej pravzaprav razlagati, zakaj tako temna očala, da to niso sončna očala in da to ni neka moja modna muha. In to seveda je povezano seveda tudi z samim nošenjem očal. Za Irlen očala pravzaprav velja pravilo, da jih pač zjutraj, ko se zabudiš, daš na nos in zvečer, ko greš spat, jih daš dol. Ja, tudi jaz se teširam velikrat z njimi, ali pa umivam glavo, pa potem ugotovim, da bi bilo dobro, da jih tam dol. Tako da tukaj je pač prihajalo do teh težav, ki so zelo hitro nastopile, ne. Pri meni zelo hitro tudi pride do teh težav z vidnim poljem. Doma recimo zdaj, ko grem iz kopalnice brez Irlen očal, recimo, ker imam tudi dioptrijo in nosim kontaktne leče in zvečer, ko dam leče ven, pač grem z navadnimi dioptrijskimi očali po stopnicah in se komaj prebijem to. Spalnice, ker imam tudi zelo težave z vidnim poljem, recimo ena izmed zelo zanimivih težav je bilo bočno parkiranje brez očal, s temi očali brez težav bočno parkiram, tudi vožnja je bila težava. Kar se tiče pa teh svetlih očal, pa bom mogoče tudi Polona potem razložila, o čem je poanta. Moji možgani so bili tako zelo na obratih ali pa tako zelo obremenjeni, da dejansko sem s temi temnimi očali, ki sem jih nosila približno 8 mesecev, spravila možgane na tisto normalno raven, kjer sploh skotopični sindrom pride do izraza kot tak. Kako sem to opazila? Pravzaprav največkrat v temnejših prostorih. Sicer so bila očala super, ampak v mraku ali pa v malo zatemnjenih prostorih se je pa že malo slabše videlo. No, to je bil tisti prvi znak, ko sem začela razmišljati, da mogoče pa bi lahko razmišljala o svetlejših očalih. Pri nas Ellen Penn pogosto reče, da veliko oseb s fotopičnim sindromom ima tudi družabni par očal in točno to je ta moj družabni par. Tudi v gledališče, v kino in kjerkoli se pojavljaš, je dosti lažje med ljudi s temi očali. In tukaj je spet ta samozavest, sicer res mislim, da nimam težav s tem, ampak opažam pa tudi otroke, osebe, ki imajo Irlen očala, da na tem področju tudi napredujejo, ko dobijo očala. Rekli smo, naj bom kratka, povedala sem tisto bistveno, no, recimo tudi pri samem zdaj delu, v smislu fotopičnega sindroma pri presojanjih mi je dosti lažje, ker pač imam lahko očala ves čas na nosu. Vsi tisti, ki ste šli skozi testiranja, veste, da so vzorci, ki jih gledamo, zelo, zelo neprijetni, pod močnimi lučmi toliko bolj. In dejansko sem bila ubita na koncu testiranja, če nisem testirala z očali. Zdaj končam testiranje pač brez težav in živim naprej cel dan normalno, ne preveč utrujena. Tako da to so tiste bistvene razlike med temnejšimi in malo svetlejšimi očali, sicer pa občutek je pa pravzaprav enak. Najlepša hvala. Skupaj z Majo smo povabili tudi njeno hčerko na današnji dogodek, ki ima ravno tako svetlejša očala. Spoznali ste jo pa lani tudi z zelo temnimi in je zelo krasno opisala svoje težave pred in po, ampak se nam žal danes ni mogla pridružiti. To, da je treba po določenem času blažji odtenek, ni zelo pogosto, se pa zgodi. Mnogi ljudje dobijo odtenek za svoje očala in nosijo takšen odtenek ves čas. Več let, potem je običajno že zaradi okvirja, ker ga želijo zamenjati, potrebno preveriti, praviloma pa odtenek drži dolgo. Izjema so seveda otroci, ki so v puberteti, ker hormonske spremembe vplivajo na to, kako se vizualni procesi predelujejo v možganih in lahko pride do spremembe in po
potrebe po dodatnem testiranju v drugi barvi, sicer pa te spremembe niso pogoste. V tem primeru je šlo za to, da so bili možgani tako grozno obremenjeni, da enostavno nismo mogli na tiste prerazborjene možgane dati barve, ki jo potrebuješ sedaj. To bi izgledalo tako, če bi takrat sploh lahko določili takšno barvo, se nismo mogli, ampak če bi jo lahko, bi to bilo tako, kot če vam je rano čez celo nogo, ki jo treba šivati in zahteva 30 šivov, jaz vam dam pa gor 2 cm obliž. Torej, mi smo najprej morali ogromne težave odpraviti, močno pomiriti možgane in ko je Maja vsak dan sicer je povedala, da jih ni mogla čisto čas nositi, ampak ko jih je nosila zadosten delež dneva tako dolgo, da so se možgani toliko pomirili, zelo zmanjšali glavobole in tako naprej, smo lahko se stestirali potem do te mere, da ta barva deluje. Ja, in še eno stvar sem želela povedati, glede te zadrege za zelo temnimi očali. Ljudje, ki imamo skotopični sindrom, praktično ni dveh, ki bi imela enaka očala. Tudi če so na videz enaka, je praviloma neka razlika od tenkov, čisto individualna. Videli smo danes tudi nekoga z 2 različnima šipcama, kar je posebej posebnost. Skratka, imamo zelo različne odtenke, od zelo svetlih do zelo močnih barv, seveda tudi po barvnem spektru, po mavrici smo povsod. In žal je včasih pač tako, iz tega socialnega vidika žal, da nekateri potrebujejo zelo temno očala. Mnogi se s tem zlahka sprijaznijo, rečejo, tako mi je pač lažje, to potrebujem, bistveno lažje živim, nekateri imajo s tem zadrego, tukaj res spodbujamo učitelje in druge strokovne delavce v šolah, da zadevo razumejo in da olajšajo otrokom, predvsem, ki pridejo s tako temnimi očali v šolo, da jim je lažje, da so tudi lažje sprejeti med sošolci. Skratka, pomirjeni možgani, vse je lažje, zmanjšani simptomi, skotopični pa seveda ni zginil, skotopični je praviloma prisoten celo življenje, samo umilil se je toliko, da lahko zdaj s temi očali funkcioniraš. Hvala. Zdaj bi pa prosila še Andrejo Pidoršek, da se nama pridruži in dober dan nama. Hvala lepa. Povej svojo zgodbo. Ja, dober dan. Če bi me vprašali pred 1 letom o mojih težavah, bi pač povedala, da nimam kakšnih posebnih težav, razen pač, da sem utrujena na koncu dneva, mogoče malo bolj kot ostali, ampak jaz mislim, da je marsikdo izmed nas utrujen malo bolj kot ostali na koncu dneva. Res je, da je to v enem momentu šlo v tak ekstrem, da sem tu zdravniško pomoč poiskala in sem jo nehala iskati po parih mesecih, ko so se mi specialisti podali od ordinacije v ordinacijo zaradi takšnih in drugačnih sumov, ki so se na koncu izkazali, da nimajo neke tehtne osnove in sem se na koncu že po eni strani počutila jaz potem hipohonder, po drugi strani mi je pa malo jasno postalo, da ne bom od njih deležna pomoči in sem se na nek način s tem sprijaznila, skoraj bom rekla. Vmes med tem je pa moja hči začela prvi letni gimnazije hoditi in ob tem prehodu, ko je smer več snovi bilo za obdelati, način dela malo drugačen, je imela srečo, da je ena izmed profesoric, ki je tudi sama dislektik, opozorila na to, da ima verjetno težave na tem področju in sem se jaz, seveda prvi korak je bil, da sem malo bolj začela iskati podatke, kaj to pravzaprav je. Čeprav sem kot učiteljica osnovnošolska bila prepričana, da zelo veliko o tem vem, sem ugotovila, pač da ne. Ampak pri tem brskanju po zadevah v zvezi z disleksijo sem naletela na vašo spletno stran in na vprašalnik, tisti prvi vprašalnik, ki sem ga seveda, veste, z najstniško hčerjo ni tako enostavno, zato sem ga najprej sama rešila.
In moram priznati, da sem bila kar šokirana, ker sem na večino tistih vprašanj, odgovorila z da. Čeprav, tako kot sem rekla, da bi, ne vem, tako ekstremnih težav, o katerih smo slišali danes, jih nisem imela. Ali pa vsaj nisem zaznavala na tak način. Res je, da so bile v najblažji obliki, ampak bile so prisotne te težave. Še zmeraj nisem svoje utrujenosti povezovala z težavami pri vidnem procesiranju vidnih držljajev. To mi še ni padlo na pamet. Je pa res, da sva šli s hčero po vseh postopkih, ki so bili določeni in zaradi šole. Vzporedno s tem pa sem jaz tudi takoj našla pot do vaju, da smo prišli na testiranje. In šele pri prvem testiranju, pri Petri, sem jaz začela o sebi razmišljati, ko sem videla, kako bistven faktor je umetna svetloba. In ko sem svojo hčero opazovala in pred svojimi očmi z temi držljaji, ki so bili namenoma povzročeni, se v bistvu zavedala, kaj otrok pravzaprav doživlja dnevno, mogoče v malo blažji obliki, ampak v daljšem časovnem obdobju. Tako da sem se v sebi opravičila za vsa leta nazaj njej, ko se mi je zdela, da je nemarna, pa ne pospravlja sobe, pa da se ne ljubi prebrati, pa da je površna, ker se zaletava, pa vse z mize leti, ko gre mimo nje. Mi je bilo zelo hudo, ko sem to videla, hkrati pa sem tudi sebe začenjala videti in biti pozorna na to, kako je moja utrujenost povezana z umetno svetlobo, z gledanjem v ekran, kar sicer še najprej pomisliš, to sem vedela, da me to utruje, ampak recimo razne osvetljave, ki smo je nažalost tudi sredi belega dneva, dan današnji na vsakem koraku deležni, ne samo v zaprtih prostorih, ampak ko se čez center mesta, to zdaj vem, ko se skozi center mesta v sončnem dnevu sprehodiš, koliko si nabliskan z raznimi viri umetne svetlobe, pa se tega sploh ne zavedaš. No, tako da v glavnem pot moje hčere in srečanje s Polono, najprej s Petro, potem s Polonom, je pripeljalo do tega, da sem se odločila, da bom tudi sebi to zadevo privočila, oziroma da bom šla na testiranje. In hitro se je izkazalo, glavnem to, kar je Polona meni povedala, se mi zdelo, da malo pretirava, da tako hudo pa z mano ni. Hud fotopovski sindrom, ok. Očala so draga, ne pozabiti. Ampak tega ne bi rekla, če ne bi zdaj tega naslednjega stavka imela pripravljenega. Od prvega dne, kar jih imam, niso več tako zelo draga. Niso več tako zelo draga, ker jaz sama ne bi verjela, če ne bi na svoji koži se spustila. Prvi dan, ko sem jih dala zjutraj gor in moje počutje večerno bilo popolnoma drugačno. In zdaj imam druge vrste težavo, to je ta, da moram na uro gledati, moram iti spat pravi čas, ker pa drugače ne grem pravi čas in vseeno zjutraj utrujena, ampak to ni isti razlog. Tako da to je ena reč. Moja težava je bila ta utrujenost definitivno povezana z umetnimi viri svetlobe, z marsikaterimi, tudi z najbolj nedolžno žarnico, te halogenke, pa to sploh, pa fluorescentne te luči, ki jih je pa največ v šolah in na raznih takih prostorih, kjer veliko časa preživimo. Potem sem s časoma, človek se veste, prvo tisto navdušenje je, vidiš kakšna razlika je, potem se pa človek navadi, tako hudega kot dobrega. In to bi rada sem potrdila 14 dni nazaj, 14 dni recimo, kar niti bistveno, kar sem bila, ker sem delala na popravilu očala, pri optiku malo dlje, kot bi bilo po planu, in tega sem bila brez njih. In vam povem, da sem se komaj prešlepala čez ta teden. In sem se res imela priliko spet iz izkušnje spomniti, kako je bilo prej. Moj dan se je za palcem postelje zaključil ob 9, kje še ne, da bi kaj prebrala, kar mi bilo nujno potrebno. Tudi vsa nujno potrebna opravila sem zelo selekcionirana, kaj danes, kaj pa mogoče lahko za vikend spustimo.
veste, kako se to popiči, pa te tudi to potem najeda naprej. Toliko z moje strani. Ja, hvala lepa, to je zelo izčrpno in jasno vidno, ne, kako predvsem svetloba resno isto težavo, grozno težavo, ki me muči. Kar naprej. Hvala, Andreja. Lahko kar ostaneš to čas še, da zaključimo, potem pa tako, da ne bojo že zdaj ploskala. Skratka, poročala si o veliki utrujenosti, to smo že razlagali, ne? Vprašalnik si omenila. Prvi korak do testiranja je pogosto vprašalnik za skotopični sindrom, ki ga izpolni ali otrok, ali starši skupaj z njim in tako naprej. In tam noter je en kup enih vprašanj, kar veliko. Tisti vprašalnik je dolgo nastajal, dolgo so ga razvijali, dopolnjevali, zato je tudi izredno dobro orodje, ki nam pove, ali nekdo je kandidat za testiranje ali ne. Ne, nisem pretiravala, jaz to, kar rečem, mislim, vedno. Upam, da je to bilo zaznati iz mojega nadaljevanja. Mislim, da je, nekateri bi rekli na žalost. Omenila si pa umetno svetlobo, tega pa danes še nismo omenili. Pri skotopičnem sindromu je zelo pogosto, zelo redke so izjeme, zelo pogosto veliko večja težava umetna svetloba kot pa naravna svetloba. To je zaradi tega, ker je umetna svetloba po spektru barvnem popolnoma drugače sestavljena. Najbolj prijazna za naše možgane je sončna svetloba. Sončna svetloba je zelo bogata v spektru, zagotavlja, da celoten del v dobri zastopanosti po volumnu vseh barv pride do našega vizualnega dela možganov in to možgani tudi lažje obdelajo, ker imajo celotno informacijo. Fluorescentne luči so daleč najhujše, v tem smislu daleč najtežje jih svetlobo iz njih možgani predelujejo, to pa zato, ker fluorescentne luči na umeten, goljufil način sestavljajo to belo svetlobo iz zelo ozkih špic modre, rdeče in zelene barve. Vsi ostali deli spektra pa manjkajo. In zato imajo osebe, ki imajo že sicer na svetlobi probleme s predvajanjem bele barve takrat, ko je tej beli barvi dodana še umetna svetloba, še večje težave. Malo blažje v tem smislu so LED luči, še malo boljše halogenke, najboljše bi bilo pa branje pri sveči oziroma malenkost slabše od sveče tista stara žarnica na nitko, recimo. Tisto je za možgane manj obremenjujoče kot ta današnja moderna svetloba. Marsikdo potem reče, ja, danes je skotopičnega sindroma toliko, ne? V bistvu ga čisto enako, kot ga je bilo skozi celotno zgodovino, samo obremenjeni smo pa bistveno bolj, kot so bili naši predniki, ne samo pred 100 leti, tudi pred 20, pa pred 30, pa pred 50 leti. Namreč simptomi so zaradi tega močneje izraženi. Ne? Svetlobo smo obremenjeni, stalno gledamo v neke zaslone in v neke ekrane. Ne? Naše babice niso gledale v ekrane, beremo pod tako svetlobo, zelo veliko beremo, vse delamo na svetleče, belem papirju, nič ni tistega starega, recikliranega. Tudi v šolah je velika razlika, ne? Včasih so bile črne table, potem zelene, to zdaj imamo kar že bele, ker je tako fantisti flomaster pobrisati, ne? Skratka, je težje, mi smo vedno bolj svetlobno obremenjeni, to se čuti. Omenjala si pa še hčerko, tudi o tem danes nismo govorili, skotopični sindrom je deden, zelo pogosto, razen kadar je pridobljen, to najpogosteje kot posledica poškodb glave, pogosteje pa je, da je deden. Ne? Takrat ga pogosto najdemo v celi družini, različno močno izraženo in takrat se potem, dostkrat potem tudi starši prepoznajo, ne sami sebe na teh testiranjih, ko otroka pripeljejo na testiranje. To je v glavnem to. Mislim, da si tako lepo povedala, pravzaprav nisi niti dajala nobenega poudarka na branje, ampak si samo razložila, kako je tvoj vsakdan s temi očali drugačen, ne? In kako si se brez njih kome prišlepala čez teden. Ne? Tako da hvala lepa. Tako, zdaj smo izčrpali vsa pričevanja naših uporabnikov oziroma uporabnikov naših očal, zdaj pa seveda je prišel čas za vprašanje. Vidim, če bi še kdo, ki sedi tu, rad kaj povedal
pa vidim, da imajo nekateri tudi Irlena očala. Ja, da smo zato dvojne kupati, ker jih je polomila in tudi trpela tako gospa. Mogoče bi bilo dobro, če bi jaz dala mikrofon, ker se ne bo slišala. Ja, pri nas je bil tudi to razlog, da ima zato dvojne očala, ker jih je polomila in je bilo taka sprememba oziroma trpljenje, da smo se zdaj odločili za to za dvojne. Ne? Da ima ene za rezervo, v bistvu ene pa za uporabo. Tako da ni faja, no, ker vidiš in tudi pridružila se mamici, ki je rekla, vsaka beseda, vsako dejanje, ki sem ga storila, mi je iskreno žal za njo. Res, ker jih tako neopravičeno, ker če to ljudje tisti, ki nimajo, ne zastopijo. Če to ne doživiš, ne veš, kako je to. In nekaj pričati, pa govoriti o teh stvarih ne moreš, no. To, če ne doživiš, res ne moreš videti. No. Hvala lepa. Bi še kdo ti kar povedal? Ja. Ali pa vprašanje? Ok, ali pa vprašanje. Jaz vam bom dala mikrofon. Ja, lepo pozdravljeni. Tudi sama sem mama otroka s atopičnim sindromom. To zdaj vemo 4 dni. Ja. Ampak kot mama sem globoko v sebi vedela, ker sem tudi sama učiteljica in me te stvari zelo zanimajo. In sem sama ugotavljala, da otrok sicer je v šoli bil vzoren učenec in kljub temu, da so učiteljice govorile, da je vse BP, ocene so bile odlične, ampak otrok je doma pretirano veliko garov glede na to, koliko je bil sposoben, če me razumete. In se me kar tukaj nekaj ne štima in potem, ko šepanje z branjem, pa potem zapisovanjem, nekako se je to stopnjevalo do 5. razreda, zdaj v 6., ko mi je sam od sebe začel ni poznal atopičnega sindroma, pa on je meni v 5. razredu začel hoditi domov in rekel, meni se vse tako blešči, opa. Ne, in sem prišla do tega, potem v nadaljevanju stopila v stik z eno vašo krasno punco Lejo, ki mi je zopet odprla nov svet. In sedaj sem na velikem precepu in tukaj bi zastavila vprašanje. Torej imamo otroka, ki je uspešen, imamo pač to srečo. Zdaj pa, kako ćem reči, moje osebno mnenje, da se mu zagotovo pri tem pomaga, želi me enakovredne možnosti napram ostalim sošolcem. Po drugi strani si pa rečem, ljubček moj, pa da me boste zdaj prav razumeli, s tem boš mogel znati živeti. Zdaj pa ali odločba da ali ne, in tukaj se borim sama s sabo. Na eni strani s to diagnozo, če tako imenujem, se boš moral boriti, samo podobo imaš dobro, vsaj tako sva gradila, ali se boš zdaj s tem boril, pa dokazal, da zmoreš, znaš, ali da to odločbo pa si pomagati s tem. Ne? In vprašanje tem staršem je, kaj so uredili, kako so se soočili s tem, s papirologijo. No? Lahko jaz kar na kratko posežem, želeli se sicer starše vprašati, ampak le na osnovi dokumenta potrdila, da ima vaš otrok s atopičnim sindromom, vi odločbe ne morete pridobiti. Aha, če ima pa disleksijo, potem pa ja, potem je pa vedno treba dati na vago, kakšne so težave in kako vi ocenjujete, da se vam muči. Veste, uspeh ni edino merilo. Mi smo testirali kar precej doktorjev znanosti, kar pomeni, da so do zelo visoke izobrazbe prišli brez očal. Za kakšno ceno, to je tisto glavno vprašanje. Za kakšno ceno, to vprašanje ste postavili. Ne? Se je bil uspešen, ampak kako smo se trudili, kako smo se matrali. To morate pa sami na vago dati, ne preceniti. Tako. Zdaj pa, če bi želel še kdo od staršev pokomentirati glede tega, če imate kakšno izkušnjo. Pri nas v bistvu gre za kombinacijo atopičnega sindroma in zdaj kasneje ugotovljeno tudi blage disleksije in kar močne disgrafije. Zdaj prevladoval je atopični sindrom na prvih testiranjih in zato smo se fokusirali samo na to. Z folijami in z očali smo odpravili glavnino težav, ampak zdaj se je s časoma pokazalo, da pa vseeno neke težave drugačne, precej drugačne, se pojavljajo. Zdaj smo v višjih razredih, v 6. razredu, kjer je pač več snovi, večji obseg.
In zdaj se pač fokusiramo na to, da mu zagotovimo prilagoditve za te težave, ne, za disleksijo in se mi zdi fair do otroka, da se mu to omogoči. Sam skotopični sindrom, po mojem, mislim, niti nisi upravičen do odločbe, koliko poznam, ne, pa tudi ni potrebe, ker res z očali oziroma folio se odpravijo težave, ne. Če pa še kaj druga, pa se mi zdi smiselno, ker po nepotrebnem otroke mučimo, ne, oziroma oni se mučijo, pa to bi še dodala, bi se navezala na mamo, ne, v bistvu, da jim delamo krivico zelo neupravičeno in po nepotrebnem, ko stvari ne vemo. Ne, meni se, ko smo spoznali skotopični sindrom, sestavil mozaik njegovih težav iz preteklosti, ne samo to branje, ampak ti njegovi nepojasnjeni glavoboli ob določenih trenutkih, občutljivost na svetlobo, skozi tema v sobi, rolete dol, ne, in pa recimo hoja po stopnicah, načeloma je on zelo motoričen, zelo spreten fant, ampak po stopnicah je vedno padal, ne. Mislim, padal, se opotekal in vedno smo ga Miha počasi, ne divjaj, kam se ti mudi, ne, pri mizi tudi so stvari padale, ne, in dejansko se mi zdi, da z vsemi sredstvi pač moramo otrokom pomagati in jim olajšati, če se jim da, jaz pa mislim, da tu ne gre za podpiranje neke lenobe, ampak dejansko jim dati vsa orodja, da se ne mučijo po nepotrebnem. Vsa orodja, ki jih potrebuje. Svoj poln potencial lahko na ta način pokažejo, ne? Brez tega pa težje. Bi še kdo na to vprašanje, da še to zaključimo? Tudi vidite to? Ja. Tudi mi smo dali vlogo za odločbo, tako da smo zdaj 5. razred štartali z odločbo, tudi imamo še kombinacijo. Pač zdaj je največji cilj, kako bo ona lahko čim bolj samostojno obdelovala učno snov, razumevanje še vedno precej dolgo, pa potem obeseditev, pa priklica, ne, ta delovni spomin, pa to. In se mi zdi zelo smiselno izkoristiti pomoč strokovnjakov na tem področju. Hvala lepa vsem. Je še na to kakšna replika, rečeno? Ja, jaz ne bi, ampak odločba se splača, no. Mi jo imamo, v 3. razredu je že dobila. Nič veze s tem skotopično, ker očarno imam zdaj ta drugi let, ne. In so ji videli, da ima eno testiranje so dali skozi v zdravstveno domu, čisto individualno na zdravstvo. In so videli, da ima eno področje zelo nadpovprečen, eno pa zelo podpovprečen. In to je pa vse skupaj sovpadalo. Ampak v šoli smo zmenjeni, da mi odločbe ne izkoriščamo. Tudi ne dovolimo otroku, rečemo, da bi ona izkoriščala, ker to malo preide, vse imam odločbo, ali ni treba, ne, ker pri takih letah to rata, ne. Tako da je pa fajn, no, če druga ne, črke prilagodijo, ona ima cel plakat A3 testa, ne, tako da zato da lažje bere, ne, ker vrstice ne skače, tako da splača se, no, če je le možnost, jo le izkoristimo. Hvala lepa, zdaj pa lahko tudi... Per nami se opravičuje, bom se trudila moj slovenščina, ampak bom. Per nami smo ugotovili zdaj v srednji šoli, je prvi primer v Velenja ŠCV. Odločba je bila prav v Skotopčini, ni v drugo dodatke in v šola so lepo izprejeli, pomagajo in res z odločbo in brez odločbo so res izprejeli njega. Edino problema pri nam je branje. Branja je še, ker jaz je znal od 1. razredu do 2. letniki, in zdaj, ker je dobo učala, imam precej težave, ker je po svoje način, ampak ustrajam še za branje. Pa imam še ena druga glede dioptrije, vprašanje. Aha, lahko kar na tega gledam. Branje, ne, tale očala, danes bi marsikdo po vseh teh prigodah in pripovedih lahko rekel, to so pa res neka čudežna očala. Ampak v resnici, na žalost, iz nekoga, ki nikoli ne bo maral brati, ne naredijo strastnega bralca. Ta očala ne naučijo nikogar brati, branje samo olajšajo oziroma nekaterim celo šele omogočijo. Tako da, kadar branje ne steče kljub očalom, potem praviloma iščemo
odgovore druge oziroma rešitve tudi druge. Tako zelo čudežna niso. Je pa marsikdo, ki je pač imel v sebi to željo po branju, to tudi uresničil potem z očali, ki je prej ni mogel. Zdaj pa izvolite še drugo vprašanje. Zato danes sem ustrajala, da on pride, da vidi drugo ljudi, ker tudi že uporablja očala in da posluša, ker res sem imela grozno v šoli, v osnovni šoli. Da je tujke, da je len, da je vse sorta. Drugo vprašanje je, ugotovili, da jaz tudi imam. Zdaj se pripravim, vem, katera barva imam v foliji, ampak jaz imam neki vprašanje potem, ko sem odkrila izkotopične. Moja dioptrija nikoli je ostavila. Nikoli? Je ostavila. Se ni ustavila, ja? Ne, jaz vedno, ko gremo na pregleda, vedno nekaj dodatka. In zdaj potem, ker sem odkrila in berem za izkotopične, drugače sem brazilka, se trudim z slovenščino. In sem začela razmišljati, a mogoče imamo res toliko visoka dioptrija ali je glede izkotopičnih zraven. Ker se ni več skrivnosti. Tudi sem imela težavo šola, ne maram branja, ker veliko na poti sem mu povedala, drugače mi smo iz Velenja. Imam ful težava na tunel. Izploče imam kamion zdrav. In se bojim vedno, da bo nesreča. In danes sem hodila čim prej, ampak je. Živčno sem Vožnja je ravno tako vizualno naporna aktivnost, pravzaprav podobno kot branje ali pa še več. V zelo veliki širini vidnega polja našega se ogromno stvari dogaja, vse moramo spremljati, vse nekako uravnavati. In vozite sončnimi očali. Vozimo sončnimi očali, to je posebno očalo, polarizirano, narejeno v Braziliji. Imamo par, že 10 let uporabim. Noč na zimi, dan in brez tega ne morem. Ja. Mnogi si tako pomagajo. Zdaj, na vaše vprašanje glede dioptrije. Seveda ta očala so z dioptrijo popolnoma združljiva, pri čemer je treba dioptrijo najprej ugotoviti. Zdaj govorim na splošno, ne za vaš primer, ker ste rekli, da se vam zelo hitro spreminja dioptrija, to bom potem povedala. Mi zelo dobro sodelujemo z optiki, z optometristi, posebno dobro sodelovanje imamo s prvim optometristom, ki je sploh bil v Sloveniji, s dr. Emilom Oblakom. Zelo dobro pozna skotopični sindrom, odlično sodelujemo in tudi dobre meritve dioptrije izvaja takrat, ko so kakšne specifike, je kaj posebnega potrebno, pač bolj sodelujemo, drugače da stalno. Skratka, kadar ima nekdo dioptrijo, ki je tudi stabilna, takrat se naredi najprej dioptrija po naših navodilih, ne kar takšne šipce, kot bi sicer optik izdelal, in se potem s temi dioptrijskimi šipcami tudi testiramo. Kadar pa gre za tako hitro spreminjajočo se dioptrijo, kot je pri vas, potem bi pa bilo smiselno, da se uporabijo očala s tako imenovanim magnetnim nastavkom. To pomeni, da se v osnovni okvir, tako kot ga imam jaz zdaj gor, ustavi barva, ki je popolnoma brez dioptrije, in se v dodaten magnetni nastavek dodajo šipce, ki imajo vašo trenutno dioptrijo. Potem se pa ta dioptrija spremlja, se dioptrija spreminja, a se še vedno enako hitro spreminja kot prej, če se pač te šipce menjajo, ampak samo dioptrijske in se to spremlja. Zdaj, dioptrija je čisto ločen pojav. Dioptrija se dogaja v očesu, skotopični sindrom se dogaja v možganih. Mi moramo te dve rešitvi združiti pri osebah, ki imajo oboje. Je pa dejstvo, da se včasih rezultati meritve dioptrije na njih vpliva, skotopični sindrom, če nič drugega zaradi tega, ker dioptrijo merimo s tem, da človeka vprašamo, kako jasne so črne črke na belem papirju. In kadar to delamo pod močno fluorescentno razsvetljavo, po možnosti o 5-6 popoldne, po celem dnevu službe, je meritev, kadar je faktor skotopični sindrom dejansko lahko drugačen. Tako da je prav, da se pač, da pogledate, kakšni so ti vaši simptomi, ki vam skotopični sindrom povzroča. In če se boste odločili, potem je v vašem primeru taka rešitev bolj smiselna kot pa barvanje dioptrijskih šipc, ki ne bodo
verjetno dolgo mogle vam služiti, če bi se vam dioptrija spet spreminjala. Lahko, da se vam dioptrija spreminja samo zaradi oči in v tem primeru bo pač ta dinamika spreminjanja enaka ostala. To sem rekla, si pripravljam za sebi zdaj. Ja. Pač rešite njega. Tako. Najlepša hvala. Nekaj. Jaz bi dodala tukaj. Jaz sem imela obdobje, pač čas fakultete, pa študij, glavnem, jaz sem imela obdobje, torej leto 2, ko sem jo dioptrija slabšala v enem letu 4-krat. In odkar imam pa očala, pa moja dioptrija stoji. Imela sem, ne vem, skoraj 3 minusa že, pa sem z očali, preden sem dobila obarvana očala, šla še enkrat na meritve. Imela sem močne cilindre in nove meritve so pokazali, da v bistvu, ko sem že imela pol folije, da sploh ni tako močna dioptrija, da je v bistvu najbolj bil skotopičen tisti, ki je pač toliko nagajal, ko so pač bili moji možgani toliko preobremenjeni. Nova dioptrija je vedno manjkala tista pika na i. Nekaj časa je bilo ok, ampak nikoli dovolj dobro. Šele zdaj, ko imam očala, pa imam normalno dioptrijo in tudi dioptrija stoji. In jaz zdaj rada vozim, prej pa nisem rada vozila. Hvala, Helena. Jaz imam rada vozim, ampak ko se začne oski in sploh ko je tunel, ko vem, da moram priti do Ljubljane ali v Maribor, mi je panika. Širina vidnega polja. Širina vidnega polja. Tu ste negotovi, ne? Ja, in nisem stabilna in jaz občutek, da bom kar zaletela na kamion. Sploh če kamion, avto ni toliko, ampak če višji od moje avto, jaz sem panika. Pa danes sem prvič omenila njega, da kako vozim stabilno, ko sem noter v tunel, ali vedno razlika, če je razlika. Ker res je panika, totalno. Jaz sem danes, ko sem se vozila. Bomo počakali na mikrofon. Ja. Danes ravno, ko sem se vozila, pač jaz sem z okolice Maribora, sem bila pač sama v avtu in sem razmišljala, da po dolgem času vozim sama v avtu, pa nimam potnih rok. Pač mirna sem bila, čisto ok je bila pot. Brez težav. In to je v primeru, ko zaradi stresa, ki ga vožnja povzroča, se potimo. Mi smo imeli ogromno primerov, ko so otroci, ko so pisali, rabili brisačko pod roko zloženo, ker so se tako potili, dokler niso potem dobili folijo oziroma očal, ker je enostavno tak telesni stres, da ga izražamo kot ob nekem drugem naporu oziroma stresu. Še kakšno vprašanje? Ali bomo počasi zaključili? A bomo večkrat se dobili takega? Načrt je že takšen, ja. Zdaj smo mogoče otvorili neko tradicijo že z drugim srečanjem ob Mednarodnem tednu zavedanja o skotopičnem sindromu. Tako da drugo leto gotovo, to si kar že upava obljubiti, če bo pa kaj vmes, boste pa obveščeni. Ja, ker jaz se sledim v Braziliji, ker je ogromna, pa že dolgo leta priznam, pomoč je ogromna. Pa v Ameriki tudi. Ja. V Braziliji imate enega izjemnega in zelo priznanega oftalmologa, ki v bistvu na svoji kliniki, on je diagnostik in tudi njegova žena, na svoji kliniki obravnavata ljudi s skotopičnim sindromom in je zadeva zelo razširjena, strokovno podprta, tako kot mora biti, in imata pod sabo, mislim, da gre v 1000 presojevalcev. Tako da je za stvar boljše poskrbljeno kot trenutno pri nas, pa tudi pri nas se počasi premikamo naprej. Bolj popolžje imamo včasih občutek, ampak vendarle smo naredili že veliko korakov naprej, tako da upam, da bo tudi kmalu pri nas. Tako. Mene pa zanima dokumenti, osebna, z očali, brez očal. Mi smo zdaj, ona je pač prerasla tisto osebno in je ona fotografinja ne imela kaj narediti, ker skozi očala si ne vidi oči. Zanimivo vprašanje, ja. Jaz bi že samo zaradi vidnosti oči in zaradi teh linij obraza rekla, da za osebno sliko pač dol. Kar se pa tiče potem uporabe, če so očala temna, jih pa ni treba snemati, kadar so temna niti za vožnjo, niti za kakšne druge situacije, mi izdamo v primeru temnih očal potrdilo
da so očala temna na videz, vendar pa osebe, ki jih nosi, ne potemnijo stvari, ki jih gleda. In na ta način je potem ni težav, recimo, da bi nam nekdo rekel, ja, voziš sončnimi očali, nič ne vidiš. Ni res, ker vidiš normalno, po noči sončnimi očali. Mi smo pa tako naredili, no, da sicer je bilo z očali in pa po dopolnilo, da je to skotopični, da je spodaj po dopolnilo. Potem je pa to verjetno prva slika v Sloveniji v osebni izkaznici s temi filtri. Verjetno res, ker še nismo slišali. Ne? Ja, bi še kdo želel karkoli vprašati ali povedati? Če smo nekako izčrpali danes, to naše srečanje se tudi približa do koncu, jaz bi se zahvalila najprej vsem vam, ki ste prišli od daleč, zato, da ste delili z nami vaše življenjske zgodbe, izkušnje. Iz tega smo se vsi nekaj še dodatno naučili ali pa zagledali nek problem na novo. Tako da Miklavž na Dravskem polju, Velenje, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Bled in pa Ljubljana, iz Ljubljane imamo Andrejo, tako da smo res pisano sestavljeni. Vidite, da je pomoč že vse povsod na okolje, če bi vas zdaj še vprašali, odkot ste še prišli, bi verjetno razvedla še kaj, Selnico v Dravi, pa Ljubljana, Šenčur in tako naprej, tiste, ki jih poznamo. Tako da, skratka, jaz sem vesela, da je ta dogodek tako lepo uspel, Polona pa še bolj. Gotovo, še bolj. Ne, še bolj ne bo. A ne more biti? A je to tekmovanje? Mogoče ja za šalo, tekmovanje za šalo. Še eno vprašanje, jaz se zdaj spomnim. Ne vprašanje, ampak bom povedala nekaj, da sem zelo vesela, da sem spoznala Maja. Maja Volk? Ja, Maja Volk, ker prvič nismo bili test je bila prek doktora Mateje, ampak pol je zginil vprašalnika, pa smo bili izgubljeni totalno do 2017. Ampak jaz vedno imam seboj ali v avto ali torbo vprašalnik. In zdaj mi hodimo na terapije v Slovenj Gradcu in sem mogla povedati za Skotopčino. In terapeuta je bila zelo zanimiva, sem dala vprašalnika in je rekla, da bo kontaktiral Maje. In upam, da bomo imeli tudi kaj tam gor, če ne premaja, ker ona je uspeh, ker je Šmartno, ker je gor. Šmartno bi Slovenj Gradcu. Ja, in jaz sem bila zelo vesela, ker v šoli, v osnovni šoli, ker bomi, ki je hodil, niso bili zainteresirani. Ja, hvala. Zdaj, presevalcev je vsak dan več, tudi v zdravstvenih domovih so že. Največ presevalcev je pa, mislim, da se ne bom zmotila, če bom to rekla, so pa specialni pedagogi na šolah, na delovnih mestih svetovalnih delavcev. Tako da, ja, zanimanje se širi. Hvala, da delite vprašalnike. Vprašalnik je tisti prvi korak pri odkrivanju, da mogoče gre za skotopični sindrom. Čeprav tudi usposabljanje novih presevalcev je zelo dolgotrajen postopek, zelo malo naenkrat jih lahko sposobno, ker je treba zelo veliko individualnega dela, vendarle se premikamo naprej. Jaz bi pa samo še pohvalila, da je bilo letos na študijskih skupinah za razredni pouk, torej da se je začelo o tem govoriti. To je zajelo kar velik sklop učiteljev, glede na to, da letos so bile te študijske zelo zaželjene, ker se prenavlja učni načrti, tako da je zelo dobra tržna poteza, če lahko tako rečem. To bom pa pokomentirala. Druga stvar, o kateri se pa še vedno premalo ve, pa mogoče kot ideja, da prodrete tudi v knjižnice po različnih mestih in da ozaveščate javnost. Tu je prostor, kjer bi lahko tudi, po mojem mnenju, presojevalci imeli kakšno urco,
predavanja za tiste, ki bi želeli, no, čisto tako kot ena želja oziroma pobuda za naprej. Hvala. Ja, glede te tržne poteze, ne? Ja, mi se tržnih potez ne gremo, smo v tem zelo slabi in nam to tudi ni treba početi, ker naša čakalna vrsta za očala je tako neznosno dolga, da mi dve pravzaprav bi bilo bolj, da bi testirali, kot pa da tukaj imamo tale pogovor. Edino tale srečanja v Trubarjevi hiši literature, torej lansko in letošnje, so se zgodila na našo pobudo. Vse ostalo se zgodi na zunanja povabila. Čisto nikamor se mi sami ne povabimo. Enako se je zgodilo s študijskimi skupinami, o katerih govorite. Pobuda je prišla iz Zavoda za šolstvo, kjer so želeli, da bi se dalo spregovoriti o Skodopičnem sindromu tudi na njihovih študijskih skupinah in smo jim samo pomagali pripraviti vsebino, ki so jo potem iz strokovnega vidika, ki so jo potem sami predstavili oziroma izpeljali. Šlo je pa bolj za to, da se ozavesti učitelja, da ko dobijo nekoga v razred, oziroma, ali pa ne samo, ko ga dobijo, tudi da bi znali lažje Skodopični sindrom prepoznati, oziroma potem, ko je prepoznan, da bi lažje izvajali prilagoditve. Tako da vse te stvari, tudi posod, kjerkoli smo se medijsko pojavljali, karkoli, vse to je pa šla pobuda od tudi. Ja, ko bomo... No ja, v začetku smo se zelo trudili, ne? Na začetku, prav na začetku, ko smo začeli, smo se zelo trudili do televizije, do radija, do vsega priti, ne sami, ampak bolj spontano, ko zdaj to nastaja, ne? Prej to nas nekako niso slišali, ne? Nekaj malega že, ja, nekaj malega že. A je še vprašanje, ali želel še nekaj povedati, mogoče? Če ne, pa res hvala sem, da ste prišli, ne? Res daleč, delili z nami zgodbe. Hvala tudi vsem ostalim, ki ste se udeležili tega srečanja, ki ste izmenjali kakšno mnenje. Mislim, da tole je zelo dragoceno za gospo iz Velenja, kar je tudi Helena povedala, polovno skozi greš po glavi, se je pa polovno. Ja, tako da, ja, takšne srečanje, ko lahko izmenjamo mnenje, so zelo dragocena. Upam pa, zdaj v šolah nas že kar dosti dobro slišijo, a ne? Vidimo, da tudi Zavod za šolstvo nas zdaj že sliši. Tisti, ki ste od začetka z mano, veste, in ponovno potem veste, da smo se zelo trudili prije, da njih pa ni šlo, no zdaj pa se je kar naenkrat odprl svet, kar je super, sem zelo zadovoljni. Drug korak, ki je še, pa moramo še do zdravstva. Če nam uspe zdaj še ta korak, bomo rekli, smo, Polona, tako kot je rekel Alan, druga največja klinika v Evropi po učinkovitosti, kar veliko pove. Pa najbolj spredaj po dolžini čakalne vrste. Ja, to je pa tudi res. Zato, ker imamo premalo diagnostiko, ker smo sami, zdaj se usposabljata novi dve, Maja, Volk in pa Petra Volk, obakrat Volk, tako da, ja, bo lažje in bodo vrste potem krajše. Tako da res lep dan vam želim vsem še naprej, pa se spet srečamo ob kakšni priložnosti. Hvala lepa.